Od lastnosti presoj prehajamo k odmikom v presojah. Zakaj pravzaprav gre? Ko presojamo, pravzaprav vzpostavljamo povezavo med dejanskim stanjem, med predpisom in pa, kadar izrekamo ocene kakovosti, tudi med idealom oziroma predstavo o tem, kaj je v visokem šolstvu dobro oziroma slabo. Torej, odmiki nastanejo, ko se to razmerje, ko se ta povezava nekoliko poruši, ko v njej pride do navzkrižja. So torej navzkrižja med dejanskim stanjem, predpisom in predstavo o tem, kaj je dobro. Če pa gledamo na lastnosti presoje nekoliko bolj globalno, torej od zunaj, s površja, pa bi jih lahko razumeli tudi kot obliko odklonov od normale, kot neke nenormalnosti. Začeli bomo torej z odmiki v presojah, in sicer v zunanjih lastnostih presoj. Odmiki v pogostosti obravnav nastanejo torej, ko pri posameznih standardih kakovosti beležimo večjo obravnavanost, torej večkrat izrečeno prednost, priložnost za izboljšanje ali pa neskladnost, kot pri drugih standardih. Imamo namreč v mislih, da so merila za akreditacijo predpisana na način, da so vsi standardi kakovosti enakovredni. Torej so odstopanja, izrazita odstopanja v obravnavanosti neobičajna. Primer, ki ga lahko uporabimo tukaj za podlago, je recimo področje delovanja sistemov kakovosti na visokošolskih zavodih. Strokovnjaki ste sisteme kakovosti na visokošolskih zavodih ocenjevali predvsem s poudarkom na njihovem upravljanju in na njihovi organizaciji, pa predvsem s poudarkom na vključevanju deležnikov v procese, povezane z zagotavljanjem kakovosti, in poudarjali ste tudi informiranje deležnikov, recimo o izsledkih, povezanih s sistemom kakovosti. Precej manjkrat pa ste izrekali ugotovitve skladnosti ali pa kvalitativne ocene, ko je šlo za ocenjevanje kakovosti samoevalvacijskih poročil kot izdelkov in pa za ocenjevanje vsebine samoevalvacijskih poročil. Teh ocen je torej precej manj. Precej manjkrat ste se obregnili ob metodološko dovršenost, analitično dovršenost samoevalvacijskih poročil ali pa ob njihovo vsebinsko uravnoteženost. No, potem imamo tukaj odmike v kritičnosti obravnav. Predstavljate si lahko torej, da so pri nekaterih standardih kakovosti ocene nadpovprečno kritične, pri drugih pa so podpovprečno kritične. In sicer se nam pri opazovanju množice evalvacijskih poročil iz obdobja, ko so bili reakreditirani domala vsi študijski programi, kaže neka ločnica med tematikami, pri katerih ste bili nadpovprečno pogosto kritični, in med tematikami, pri katerih ste bili podpovprečno kritični ali da ste jih pohvalili, kritik pa, kot rečeno, je bilo tam razmeroma malo. Ta ločnica na eno stran postavlja vprašanja, povezana tako rekoč z upravljanjem in organizacijo na visokošolskem zavodu, in kot rečeno z vprašanjem vključevanja deležnikov v te dejavnosti, v te procese, in z vprašanjem informiranja deležnikov. Na drugi strani pa imamo tiste manj pogosto in predvsem manj kritično obravnavane tematike, ki se tikajo recimo študijskih vsebin, tikajo se disciplinarnosti študija, posebnosti stopenj in vrst študija in institucionalnih posebnosti, nekaterih seveda. Torej, temu tudi poudarki v pričujočem besedilu, v spremnem besedilu, in temu je namenjena tudi v bistvu nadaljevalna razprava. Kritičnost je bila večja pri študijskih programih
ki prihajajo recimo iz čistih in mehkih disciplin, ki so vanjo vpeti. Manjša kritičnost pa je bila pri študijskih programih povezanih z trdimi in aplikativnimi disciplinami. In sicer se je ta razlika opazovala ravno pri tistih spremenljivkah kakovosti, pri tistih standardih, ki so povezani z izpolnjevanjem potreb iz okolja, torej, ki so povezane z uporabnostjo študija. Presoje, ki ste jih opravljali v letih od 2014 do 2017, so torej izkazovale tendenco, da se študij v splošnem potiska v smeri uporabnega in v smeri izpolnjevanja potreb okolja. Toliko za vtis. Odmike v kritičnosti pa je mogoče opazovati tudi na ravni posameznih deklariranih ocen, in sicer imam v mislih napake v posamičnih ocenah kakovosti, kjer ste recimo izrekli prednost, vendar ob branju te prednosti je bilo očitno, da ni bilo pohvaljeno neko stanje, ki bi dejansko vsebovalo neko notranjo vrednost, nekaj pozitivnega, nekaj kakovostnega. Primer bi bil recimo pohvala majhnosti visokošolskega zavoda ali pa pohvala zavzetosti učiteljev ali pa motiviranosti študentov. To pove razmeroma malo o sami kakovosti študija oziroma o sami kakovosti poučevanja. Naslednji primer je recimo ocenjevanje nečesa kot priložnost za izboljšanje, čeprav je glede na ugotovitev, ki ste jo zapisali v poročilu, jasno, da gre za očitno kršitev predpisa in da bi morali v tem primeru izreči neskladnost s predpisom. V takih primerih ima potem svet agencije težave, ker nima jasne in neizpodbitne podpore, da ima težava veliko težo in da bi lahko zaradi tega izrekel oceno, kakršno bi si v takšnem primeru recimo nek študijski program ali pa visokošolski zavod morda zaslužil. Naslednja skupina odmikov so odmiki od določenosti obravnav s predpisi. Gre namreč, kot je bilo že omenjeno, za to, da so v predpise vpisani določeni vsebinski in konceptualni poudarki, in če pri presoji, pri ugotavljanju dejanskega stanja in pri izrekanju ugotovitev in ocen tem poudarkom ne sledite, potem je pač prišlo do nekakšnega navzkrižja med dejanskim stanjem in med tem, kar je vpisano v predpis. Te primere si bomo ogledali kmalu. Potem so tu še odmiki od postopkovnih okvirov. Ti, na primer, nastopijo, ko pri presoji uporabite morda predpis, ki je veljal v predhodnem obdobju, ker ste recimo spregledali, da so se merila za akreditacijo v določenem segmentu spremenila. Tak primer recimo nastopi, ko presojate višjo strokovno šolo, pa se pri presoji prekomerno opirate na kriterije, ki veljajo za visokošolske zavode. Ali pa takšen primer nastane, ko recimo opravljate programsko presojo, torej presojo študijskega programa, ampak dajete pri presoji precej velik poudarek na institucionalnih vprašanjih. To so torej odmiki v zunanjih lastnostih presoje. Sedaj pa prehajamo k odmikom pri notranjih lastnostih presoj. Te vam bom predstavil na problematiki mobilnosti, torej na eni sami problematiki, zato da bi bila raznolikost odmikov toliko bolj očitna in konsistentno predstavljena. Odmik del za celoto nastane, ko se pri ugotavljanju dejanskega stanja osredinite na en majhen segment. In ta majhen, ozek, specialen, delen segment povežete z standardom oziroma predpisom, ki je obsežnejši, ki govori o nečem širšem. Tako bi recimo v primeru mobilnosti presojali samo incoming mobilnost študentov in bi na podlagi ugotovitev in ocene kakovosti incoming
mobilnosti študentov, izvedli nekakšno posplošitev in se izrekli, da je pravzaprav skladna s predpisom in kakovostna celotna mobilnost na visokošolskem zavodu. Vemo pa, da mobilnost zajema tudi outgoing mobilnost in da konec koncev zajema tudi mobilnost visokošolskih učiteljev. Torej je bila vaša ocena delna, posplošili ste jo pa na celoten standard. Drugi je odmik k drugi lastnosti, pojavu oziroma stanju. V tem primeru gre za to, da pri presoji dejanskega stanja pozornost usmerjate na nekaj, izrekate pa se o nečem drugem oziroma naredite povezavo s standardom, ki govori o nečem drugem. Primer bi bil dejansko stanje, dejansko stanje je torej vprašanje mobilnosti, ocenjujete in ugotavljate mobilnost, izrečete pa se v internacionalizaciji visokošolskega zavoda. Če bi bila tako mobilnost kot internacionalizacija posebej predpisana, potem bi vi morali ocenjevati pač mobilnost. Internacionalizacijo pa bi verjetno presojali pri drugih vsebinah, pri drugih posebnostih in bi se tudi o njej tako izrekali. Potem imamo tu odmik z menjavo med kvaliteto in kvantiteto. Gre torej za ta epistemološki odmik, ki ga lahko ponazorimo s tem, da recimo preučujete in ocenjujete mobilnost v količinskem smislu, o njej pa se izrečete v kvalitativnem smislu, ne da bi uspeli v njej identificirati neko notranjo vrednost, neko simbolno vrednost. Torej ste s količino prekrili kakovost. Potem imamo odmik s pretiravanjem, napihovanjem podobe. Gre za to, da določeno lastnost dejanskega stanja morda pretirano pohvalite ali pa preveč kritično ocenite, ali pa jo morda zamolčite ali jo pomaknete v ozadje, ker je ne želite poudariti. Pri mobilnosti bi lahko to ponazorili tako, da je visokošolski zavod pred 3 leti beležil 5 mobilnosti, pred 2 letoma je bilo na mobilnosti 7 študentov, pred 1 letom pa jih je bilo 10. Vi bi v presoji izrekli oceno domala odličnosti in bi rekli, visokošolski zavod je v 3 letih povečal mobilnost za 100%. Pri tem pa moramo recimo pomisliti na to, da na visokošolskem zavodu pravzaprav študira 1000 ljudi in da ta porast, ki je sicer res 100%, ne pomeni dosti v luči tako velikega števila študentov na visokošolskem zavodu. Potem imamo tu časovni odmik, ki govori o tem, da pozornost pri presoji dejanskega stanja preusmerjate bodisi v prihodnost, bodisi v preteklost, ki ni več aktualna za posamezen postopek, za posamezno presojo. Če bi recimo bila mobilnost predpisana in bi vi bili v postopku evalvacije študijskega programa, kjer bi bilo potrebno imeti že določene rezultate v mobilnosti na mizi, potem bi bilo verjetno problematično, če vlagatelj teh rezultatov ne bi mogel pokazati in bi se poskusil iz zagate izvleči na način, da bi vam predstavil načrte za okrepitev mobilnosti na način, da poveča pač dogovore s tujimi visokošolskimi zavodi za izmenjavo. To je obljuba in v primeru evalvacije študijskega programa verjetno ta obljuba ne bi imela takšne teže, kot bi jo morda imela pri prvi akreditaciji študijskega programa. Konceptualni odmik nastopi v primeru, da bi bil koncept kakovosti mobilnosti vpisan v predpis, vi pa bi pri presoji, pri argumentaciji dejanskega stanja in njegovi oceni uporabili nek drug koncept kakovosti. Recimo, kakovost mobilnosti z vidika ustreznosti namenu poudarja
pač zadovoljstvo deležnikov z mobilnostjo ali pa možnost izbire med tujimi visokošolskimi zavodi, kjer bi lahko študirali. Mobilnost z ekonomskega vidika bi bila ovrednotena skozi učinke pri neki tržni vrednosti ali pa pri zaposljivosti, recimo. Mobilnost z organizacijskega in upravljavskega vidika bi dala poudarek procesom, ki tečejo v povezavi z mobilnostjo, recimo kakovosti procesov priznavanja v tujini pridobljenega znanja. Torej, na samo kakovost mobilnosti lahko gledamo zelo različno in če gledamo drugače, kot je določeno s predpisom, smo v bistvu naredili kar očitno napako pri presoji. Zadnji tak odmik, zadnja skupina odmikov so fazni odmiki. Ti nastanejo, ko pride do navzkrižja pri vprašanju faznega načina presojanja. Ko je recimo v predpis vpisana mobilnost z vidika rezultata, ko predpis zahteva torej neko uresničeno, izkazano mobilnost, mi pa bi pri presoji dali poudarek pogojem za mobilnost. V tem primeru bi torej prišlo do očitne sublimacije dejanskega stanja in bi prav tako naredili pomembno napako, vlagatelj pa bi lahko prišel v tem primeru na bolje skozi.